Spoštovani Božji prijatelji in vsi ljudje dobre volje, v tej naši oddaji nadaljujemo razmišljanje o cerkvi in o drugem Vatikanskem koncilu, o vsem tem, kar se dogaja pod tem ljubim soncem na tem svetu, in v bistvu s profesorjem Pojavnikom ugotavljamo, da je odpad od Boga kriv vsega zla na tem svetu in da ima Bog z nami in s svojo cerkvijo čudovit načrt. Tako ostajamo pri papežih med obema vojnama, ki so s svojimi okrožnicami utrdili smer cerkve in tudi pravo vero in pravo stališče cerkve v teh burnih pred drugo svetovno vojno časih. Spoštovani gospod profesor Pojavnik, lepo pozdravljeni. Najprej srčno pozdravljeni tudi vi, gospod Zoran, pa vsi gledalci in poslušalci. Naj nam Marija izprosi Svetega Duha, ki uvaja v celovito resnico in nam pomaga pri teh oddajah spoznavati to celovito resnico. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Gospod Pojavnik, ugotavljamo, da je cerkev v vseh teh časih turbulentnih skozi zgodovino vedno hotela oznanjati pravi Božji nauk in je tudi se odzivala z Božjega stališča na vse izzive časov, na vse preizkušnje v tem času. Smo pri Piju XI še vedno in nekje v letu 1931. Kaj se je takrat dogajalo? Leta 1929 se je začela svetovna ekonomska kriza, ki je prizadela ene dežele bolj, ene dežele manj in je trajala v nekih deželah skoraj do druge svetovne vojne. In ta čas je torej nagovoril tudi kristjane, tudi Pija XI, ki se je v svojih govorih pa deloma tudi v nekaterih okrožnicah ukvarjal z to svetovno ekonomsko krizo. Kaj se je pravzaprav zgodilo v tej ekonomski krizi? Nekaj smo slišali, laiki oziroma tisti, ki se toliko ne spoznamo na to, da je enostavno v Ameriki da ni bilo služb in da je vrednost dolarja padla na nič ali pa na zelo nizko stopnjo. Kaj se je pravzaprav takrat dogajalo? Tudi pri nas v Evropi, kaj je ta finančna kriza povzročila oziroma kaj je naredila? To, kar ste vi omenjali, torej padec vrednosti denarja v Ameriki, ker je že tedaj bilo svetovno gospodarstvo povezano, zato je ta kriza v Ameriki prešla na Evropo in potem tudi na druge dežele. In pravi ta papež Pij, da državniki se zbirajo, letijo z letali sem in tja in iščejo rešitve, vendar pa nobeden ne omenja Boga, nobeden ne omenja Božje previdnosti. Pravi, ta svetovna kriza je nastala zaradi tega, ker so se ljudje zanesli sami nase, so delali brez vodstva Boga, brez vodstva Božje modrosti, brez vodstva Božje previdnosti in tako so zašli torej v ekonomsko krizo, ampak ne samo v ekonomsko krizo, tudi v moralno krizo, duhovno krizo. Se pravi, da je nastal kaos, velik kaos v človeški družbi in narodi, pravi, korakajo v gosti megli in ne vedo, kako bi išli iz te goste megle in iz te krize. Tisto poznamo, da so na Titaniku so imeli napisano tem veličastnem dosežku tehnike na ladji Titanik so imeli napisano, da torej lahko brez Boga. Omenili ste torej, da nihče da je papež omenil, da nihče se ne spomni na Boga,
kot na rešitev, kot na glavni vzrok vsega. Torej, kako bi hoja za Bogom lahko ohranjala gospodarstvo? Kako je to papež mislil? Torej, izpolnjevanje moralne postave, ki določa osnovne zakone svobodne dinamike človeka in s tem se ljudje podvržejo redu stvarnika. Kajti stvarnik je ustvaril ljudi po določenem redu in ta red je zapisan v človeško naravo. In to izražajo ti zakoni dinamike, svobodne dinamike, ki so moralni zakoni. Sedaj pa s prestopanjem teh zakonov je nastal nered na vseh področjih in tudi v gospodarstvu. In pravi, najstrašnejše bo to, da bo Bog rekel, delajte brez mene. Kaj zmore, pravi, stvar brez stvarnika? Torej, stvar brez stvarnika, kot uči drugi Vatikanski koncil v tej konstituciji o Cerkvi v sedanjem svetu, stvar brez stvarnika izgine v nič. Ne more obstajati stvar brez stvarnika. In tudi Bog je prvi vzrok vsega delovanja vseh stvari. Torej, mi ljudje delujemo, ker nam je Bog dal zmožnost in energijo na drugotni ravni, ampak Bog ostaja vedno prvi vzrok. Torej, zato, ko ljudje hočejo delati brez Boga in proti Bogu, torej začnejo padati proti niču, se uničevati. In tukaj imamo temeljno stopnišče, namreč stopnišče napuha. Torej, vi ste edini pravzaprav, seveda na nek način s koncilom in s cerkvijo in teologov, ki na tak način razlagate tudi ekonomijo, lahko rečemo. In celotno ves pogled na dogajanje v svetu iz duhovnosti, kar je seveda božji nauk, navsezadnje nič drugega ni, ampak nismo navajeni niti strani teologov, da bi dali ene takšne razlage za gospodarstvo in za celotno dogajanje na tem svetu. Se pravi, govorili ste o napuhu, pravi biti brez Boga, in to je privedlo do te finančne krize in nereda in potem do tudi drugega trpljenja v svetu. Takrat vemo, da je še kasneje, torej, da so valute izredno padale, papirnati denar je bil vreden na koncu toliko, kot je samo tisti papir bil vreden. In mnogi so trpeli lakoto. In kakšna je bila potem dalje usoda sveta in pa odgovor cerkve? Da, tukaj imamo temeljno stopnišče napuha in napuh je usmerjen k nasprotnemu polu od Boga. Bog je neskončen, nasprotni pol od neskončnega je nič. Torej zato po tem temeljnem stopnišču napuha narodi korakajo, orbitalno se gibljajo proti polu niča in se uničujejo. Zaradi napuha, ki narašča, in vidimo, da v zadnjih stoletjih sploh je napuh naraščal, da to temeljno stopnišče napuha se je večalo in vedno več je imelo prebivalcev, zaradi te krivulje napuha, ki narašča, je v zatonu novi vek, ampak ne samo novi vek, tudi šesta doba sveta, ker se človeštvo oddaljuje od stvarnika, torej in se giblje proti niču, je v orbiti niča in to je proces uničevanja narodov in zatona šeste dobe sveta, uničenja civilizacije. K temu uničenju civilizacije je, ali pa vsaj tistega znanega sveta, je tako skozi zgodovino večkrat prihajalo. Samo človeška roka, bi lahko rekli, ni bila tako velika, kot se je takrat prvič v prvi svetovni vojni in pa v tej svetovni ekonomiji, ko je zdaj človeštvo doseglo vso to povezanost na svetu, neke vrste globalizem.
in sedaj je potem torej ves svet v tem trpel. Gre za torej za duhovni boj na tem svetu. Za Da, boj gre za duhovni. Kajti po drugi strani, po tem stopnišču napuha se oblikoval satelitski sistem duhov, ki so se bojevali proti Bogu v povezavi z upornimi angeli, ki so padli prav zaradi napuha iz nebes. In tako je nastala zaveza med ljudmi in angeli na podlagi kulta, modernega kulta, torej trojedinega Boga, ki je temelj novega veka. Zadnjič sva z enim mladim človekom prevajala našo novo serijo, ki dokazuje, kako je pravzaprav hudi duh povezan z moderno glasbo oziroma industrijo glasbe, bolj povedano, in pa s tem, kar mladi danes poslušajo. In dejansko je naš krščanski pogled zelo enostaven, da je Bog in da je upor proti Bogu oziroma greh in hudič ali božji nasprotnik. In potem, če gremo vse do konca razumeti, je potem v osnovi vsega tega dogajanja, celo ekonomije, bi rekli, je potem ta duhovni boj med dobrim in zlim, med Bogom in Satanom, recimo, če tako rečemo. In to je tudi katoliški oziroma krščanski pogled. Nekateri teologi so pa govorili, da hudiča ni, torej, da je to samo neke vrste pravljica oziroma mit, ko poskušamo poenostaviti zadeve. Ampak katoliški nauk pa ostaja, ne, na tej liniji. Da, Saduceji v Jezusovem času, to beremo v apostolskih delih, so tajili obstoj hudobnega duha, sploh duhov in tudi vstajenje mrtvih. Torej, to je herezija, ki je jasno v nasprotju z naukom Evangelija, s Kristusovim naukom. Torej, ta herezija se je po drugem Vatikanskem koncilu vrnila v tistih teologih, ki torej so tajili in še tajijo obstoj hudobnega duha, ker so sami že tako globoko v podzemlju, torej da so tudi sami sateliti hudobnega duha, kakor so bili sateliti hudobnega duha Saduceji in sploh Jezusovi sovražniki. Torej, Jezus je prišel, da bi nas osvobodil iz sužnosti hudobnega duha, greha, torej in duhovne smrti. Torej, če ne bi bilo hudobnega duha, potem od česa nas je sploh odrešil? Torej, zato je ta herezija zelo huda, ker uniči vero tudi v Kristusovo zmago in odrešenje. Pravi, da je največja prevara hudobnega duha v tem, ko želi nekateri dokazati, da ga ni oziroma da ga sploh ni, ne? Ampak zanimivo, če damo primerjavo z tajno policijo, tajna policija tudi dela tako, kot da je sploh ni in mora biti čim bolj skrita, da lahko v redu deluje. In zanimivo se mi zdi še to, zdaj sem se spomnil, ko se pogovarjamo, da je Albert Pike, ki je bil vodja, bi rekel, najmogočnejših organizacij na svetu, ta vodja teh organizacij je napisal v knjigi Morala in dogme, v njihovi knjigi za te tajne člane teh organizacij, je napisal, da se od 33. stopnje naprej, tisti, ki so v tej stopnji, vedo, da gre za Luciferja kot njihovega boga. In zdaj on kot vodja teh organizacij, ki imajo večino, bi rekel, oblasti, tudi na finančnem področju, je nekaj takega zapisal, se pravi, da ti ljudje dejansko sodelujejo in ga priznavajo Luciferjem. Janez Pavel II je v katehezi o hudobnem duhu dejal, da obstoj hudobnega duha tajijo racionalisti vseh časov. In to, pravi, je največji uspeh hudobnega duha Satana, da ljudi prepriča, da ne obstaja, ker potem lahko neovirano deluje. Ampak vsi Kristus sam
In potem vsi svetniki, še kakšne boje so imeli s hudobnim duhom. Pomislimo tudi na arškega župnika, potem tega svetnika stigmatizirance, patra Pija, torej in druge. Torej tisti, ki delujejo za resnico, za odrešenje, kakor Kristus, potem doživljajo torej nasprotovanje nasprotnih sil, torej in tega satelitskega sistema, ker obstaja torej duhovni satelitski sistem. In tukaj pravi, da poteka boj ta Pij XI proti polu univerzalne resnice. Ta pol univerzalne resnice, torej je Bog, ki je večna in univerzalna resnica. V eshatološki razsežnosti poteka ta boj proti Bogu, resnici. Zato tudi v horizontalni razsežnosti ljudje padajo vedno večje zablode, torej in laži, se povezujejo s tem očetom laži, živijo v zavezi z očetom laži in tako se širi sistematična laž, torej po vsem svetu. In to pravi življenje z očetom laži, ki je tako razširjeno, je težka stvar. In tukaj bi omenil Leona XIII., ki v tej okrožnici o Svetem Duhu leta 1897 piše, da greh proti Svetemu Duhu, se pravi greh proti resnici, zavestno delovanje proti resnici, proti spoznanju resnici, to je greh proti Svetemu Duhu. Ta greh, pravi, je že tako razširjen, da se mi zdi, da so prišli tisti časi, o katerih piše apostol Pavel, da Bog jih bo prepustil duhu blodenja. Torej, in ta greh zoper Svetemu Duhu je gotovo bil še bolj razširjen v času pontifikata Pija XI. Ta duhovni boj pa je usmerjen še posebej proti kristjanom. Cerkev je na različne načine napadana bila in bo. In recimo v tej seriji, ki bomo sedaj imeli na naši televiziji, govori ravno o tem, kako so ti mladi, ti poboji, ko so bili v Ameriki, poslušali to glasbo in ta jih je nagovarjala na ubijanje. In sicer posebej so izbrali ven kristjane, posebej kristjane, in jih potem izbirali in streljali na teh pobojih na univerzah in v teh kampusih, v domovih, v teh mestih, študentskih mestih. Pa tudi vidimo recimo sedaj v tem času, da so muslimanski skrajneži prav izbirali ven kristjane in jih torej dobesedno pobijali. Naprimer na avtobusu so brali kristjane ven in kristjane ubili. Pravi, ta neki strašen duhovni boj proti kristjanom se vrši na različnih nivojih, od fizičnega nasilja do duhovnega, pa potem na vseh sredstvih, medijsko, politično, da bi bilo krščanstvo čisto marginalno. Da, resnica je luč in sile ali moči teme se bojujejo proti luči. Torej na razne načine, kakor vi omenjate, ampak bi omenil tole, kar ima tudi ta papež Pij XI., da pri ustvarjanju te megle, v kateri hodijo narodi in ne vedo, kam gredo, igrajo veliko vlogo tudi javna občila. Torej zloraba javnih občil, ideologije, ki so bile v tistem času na pohodu, so sistematično širile laži in tako pripravljale drugo svetovno vojno. Ker laži torej in zablode ločujejo narode med seboj. V horizontalni razsežnosti torej te laži so potem oblikovale te nasprotne tabore in vodile potem tudi sovraštvu in sebičnosti. Ker ta boj proti univerzalnemu polu resnice je povezan tudi z bojem proti univerzalnemu polu najvišje dobrine ali ljubezni, kar je Bog. Torej, ker potem v človeku razum vemo, da vodi voljo.
Zato, če je razum v zablodah, če gre vedno bolj v temo, potem tudi volja gre v temo in zapade v egoizem in sovraštvo. Zato širjenjem zablod, sistematičnim širjenjem zablod in laži se je širil tudi egoizem in se je širilo sovraštvo. Prej ste omenili v tem duhovnem boju satelitski sistem zla oziroma hudobnih duhov, ker vi drugače tudi ne morete uporabljati te primerjave kot neko primerjalno, tako kot Jezus je uporabljal svoje prilike, tudi vi te stvari razlagate na ta primerjalni način, ampak vseeno najbolj ne razumem, v kakem smislu je to satelitski sistem hudobnih duhov. Torej, ta izraz sateliti izvira iz cerkvenih očetov, kajti cerkveni očetje so rekli, da heretiki so sateliti Satana. Torej so živeli v zavezi s Satanom. A okoli njega se vrtijo. Da, oni so povezani z njim. On je v centru. On je njihovo središče, ker je njihova polarna zvezda in oni se gibljajo v njegovem gravitacijskem polju, zato so njegovi sateliti. Zato ni to moja izmišljotina, to imajo že cerkveni očetje. Torej, in potem zaradi napuha, zaradi povezave z napuhom, nastane komunikacija med torej hudobnim duhom, med Satanom in temi, ki mu služijo z napuhom. In on jih potem lahko vodi prav s pomočjo napuha. In tako se je v zgodovini že večkrat oblikoval ta satelitski sistem, torej padlih angelov, upornih angelov in potem človeških duhov. In tukaj, kakor pravijo cerkveni očetje, Leviatan je s pomočjo herezij, torej s temi satelitskimi sistemi podzemlja, torej napadal cerkev, torej velikokrat napadal in zato so bili potrebni vesoljni cerkveni zbori, ker to je bil strašen duhovni boj med temi, ki so hoteli ostati v Kristusovi resnici, torej popolni celoviti resnici, in temi, ki so potem prelomili to, na neki način so prelomili to celovito resnico in zašli v krive vire in s tem skušali zapeljati v odpad od Kristusa, ki je celovita in univerzalna resnica kristjane. Zato to ni bil majhen duhovni boj, ampak ta duhovni boj spremlja vso zgodovino cerkve. Ravno če izhajam zopet iz tega filma, ki pride, oziroma to serijo filmov, ki pride na našo televizijo, tam so ti najbolj uspešni glasbeniki so se predali hudobnemu duhu z besedo, zavezo, celo z nekim obredom in sedaj lahko, bi rekel, so lahko uspešni in imajo vpliv na svetu. Naprimer, znana je Katy Perry, ki jo verjetno mladi poznajo, ki je najprej pela Bogu, kasneje pa je se odločila in pravi sama, da je dala pač dušo hudiču, da je dala v zavezi dušo hudiču in je sedaj slavna po vsem svetu in na nek način ima vpliv na svet, tako verjetno tudi na teh drugih področjih, ki niso glasbena področja, nekateri z ozadjem temi ljudi, ki so pod tem vplivom, ki so tudi organizirani, imajo potem takšen vpliv na svet. Da, to je tako. In tukaj pravi, iz tega izhaja tudi preganjanje krščanstva, da Babilon nad svojim pozitivnim križem dviga svoj negativni križ, torej ta protibožja in protičloveška razsežnost, to je negativni križ, torej in preganja in križa cerkev. Pravi, cerkev se nahaja v veliki nevarnosti, v smrtni nevarnosti, kristjani so ogroženi in v stalni nevarnosti odpada, torej in zato pravi, mislim, da so prišli tisti časi, torej zaradi tega velikega preganjanja krščanstva, mislim, pravi, da to je uvod v tisti čas, ki ga je napovedal apostol Pavel, da to je začetek bolečin, ki pripravlja nastop človeka krivičnosti ali nepostavnosti, ki bo vstopil v Božji tempelj in se delal, torej in iskal Božje češčenje, to se pravi, bo skušal nadomestiti Kristusa. To je znana prerokba apostola Pavla o antikristu.
Torej smo prišli do druge svetovne vojne, ki pa je takrat dvignila ene take male antikriste, kot pravi Marija Valtorta v privatnem razodetju, da so to neki predhodniki antikrista, se pravi, takšen bo antikrist, ampak še veliko hujši bo in trpljenje, ki ga bo prinesel, bo verjetno še veliko hujše kot ti predhodniki antikrista, ki so bili, to so pa vsi ti diktatorji, in komunistični in fašistični diktatorji v diktaturi. Konec torej, ali pa vsaj neka vmesna faza, je bila potem verjetno ta druga svetovna vojna kot produkt vse tega odpada od Boga in moralnega nereda. Tukaj moramo omeniti torej to stopnišče napuha, o katerem sem govoril, in tukaj v ozadju je ves razvoj novega veka, ki temelji na kultu, torej tem modernem kultu trojedinega Boga, je največji napad Satana proti Sveti Trojici. Gotovo ne v nebesih, to je nemogoče, ampak v cerkvi, kjer živi. In ta boj ima svojo dinamiko, se je razvijal skozi stoletja na tem stopnišču napuha, torej in bo dosegel po 600 letih, bo dosegel svoj višek nekje, torej s tem antikristom. In tukaj moramo upoštevati to, kar pravi sveti Avguštin, da torej napuh, da je strašna, je velikanska bolezen duš, in pravi napuh je tumor uma, tumor mentis, torej tumor uma. Torej ta napuh je najbolj nevaren za izobražence, ker študirajo in mislijo, da nekaj vedo in da ne potrebujejo Boga. Torej ta tumor uma je kakor nevidna bolezen, tudi vidimo sedaj, ko večina študira, izgubi vero, ker preloži težišče iz vere v neskončno resnico Boga na svoj človeški studij in izgubi torej to optiko, daljnovidno optiko vere. Torej zato je veliko bolj nevaren od nevadnega napuha izobražen napuh. Potem iz Evangelija vemo, da najbolj nevaren je teološko izobražen napuh, kajti zaradi teološko izobraženega napuha duhovniki in učenjaki Svetega pisma so izgubili vero in niso verovali v Kristusa, torej in so ga zavrgli in križani. Torej, kakor pravijo sveti očetje, cerkveni očetje, ki so veliko govorili o antikristu, to se bo zgodilo ob koncu stoletij tudi s katoliško cerkvijo. Torej, cerkveni očetje so zelo veliko razlagali antikrista in njegov čas, vendar danes je na teoloških šolah ta nauk popolnoma pozabljen. Videli smo pomemben dogodek, pravzaprav res čudežen, da je strela udarila v Vatikansko kupolo, po vsem svetu so to prenesli. Mislim, da v tem času, ko je odstopil Benedikt XVI, in je to bilo neko znamenje, da bo cerkev verjetno pod udarom in da se nekaj, bi rekel, skozi nadnaravnega, se pravi, nekaj dogaja, no, eno tako znamenje, da bo cerkev, ne vem, trpela škoda ali karkoli. Rekli, omenili ste torej, da je to duhovni boj, ki se dotika tudi cerkve, in moram priznati, da to pismo kardinala, bivšega ambasadorja v Združenih državah Viganoja, je ravno nekako v tem stilu, v katerem midva sedaj govoriva, in on nima dlake na jeziku, se pravi, vse stvari pove tako, kot jih tudi vidi in verjame, in govori ravno o tem boju sedaj v svetu, ki želi na nek način ponovno zasužniti človeštvo. Torej, ta duhovni boj poteka nedvomno tudi danes in sedaj in v tem našem času. Da, poteka. To je dinamika novega veka, ki nezadržno napreduje proti svojemu višku. In kakor sem omenil, zaradi napuha to povzroča zaton
novega veka in sploh 6. dobe sveta. In kakor je napovedal tudi sveti Avguštin, bo ta zaton 6. dobe dosegel višek z Antikristom in ker Antikrista ne bo mogoče po človeško premagati, zato bo Kristus se vrnil v slavi. In to je tudi napovedano v Svetem pismu. Apostol Pavel je napovedal, da Kristus bo prišel in bo z dihom svojih ustnic uničil Antikrista in njegovo vojsko. Zdaj, dih Kristusovih ustnic je Sveti Duh, kajti vemo, da Kristus je dihnil po vstajenju apostola in rekel: prejmite Svetega Duha. Zato Kristus v Svetem Duhu bo premagal Antikrista. Zato moramo tudi mi zelo častiti Svetega Duha, ki je duh resnice in ljubezni, kajti brez pomoči Svetega Duha ne moremo zmagati v tem boju. Torej, to na nek način po Svetem Duhu častimo tudi Očeta, ker to je Očetov duh, Boga stvarnika, svojo besedo in duhom. In kakšno je pravzaprav potem orožje, kaj naj mi delamo, navadni ljudje, verniki, ki smo ubogi, brez neke moči, kaj lahko storimo pravzaprav v tem, posamezniki kot kristjani, kaj lahko storimo v tem duhovnem boju, kaj moramo delati? Da, to se je vpraševal tudi ta papež Pije XI. In on govori o satanskem sovraštvu proti religiji in večkrat omenja pokol neumrljivih duš. On je bil zgrožen s pričo tega pokola neumrljivih duš. In pravi, v tem duhovnem boju nam Bog daje v tem času na razpolago dva duhova, ki sta molitev in pokora. Kajti ko Jezusovi učenci niso mogli izgnati hudobnega duha iz nekega človeka, potem je Jezus rekel: niste mogli ga izgnati, ker ta duh se ne premaga razen z molitvijo in postom. Torej, post spada k pokori. Torej, zato sta to dva močna duhova, je treba ojačati molitev, torej in pokoro, ker gre tukaj za duhovni boj in večno zveličanje ali večno pogubljenje duše. In glavni vzrok pravi, torej glavni vzrok tega boja proti Cerkvi in proti Kristusu, proti Bogu, je upor človeka proti Bogu. Torej gre tukaj za upor, ki je naraščal skozi zadnja stoletja, gre za upor zoper Boga, razodetega v Kristusu. Ne gre za boj zoper nekega neznanega Boga, ampak gre za boj zoper polnost Božjega razodetja, ki je Kristus, torej za razodetega Boga, torej trojedinega Boga. Zato v ozadju je ta temelj novega veka, kult torej tega novega trojedinega Boga, Boga razuma, Boga človeka, torej pisano z malo, in Boga svoje volje. Torej ta kult trojedinega Boga je mogoče premagovati samo z Božjo pomočjo, s pomočjo pokore, s katero mrtvimo razna slaba nagnjenja, ki so egocentrična in geocentrična nagnjenja, torej in mrtvimo tudi naš napuk. In potem z molitvijo, ker molitev izprosi poseg vsemogočnega Boga in mi se potem gibljemo v orbiti Kristusa, se dvigamo v nebeško kraljestvo, torej nismo več sebično navezani na ta planet, v nas raste Božja ljubezen in resnica in tako zmagujemo v tem orbitalnem spopadu. Kajti v bistvu se gre za orbitalni spopad na ravni duhov, torej na ravni duhov kristjanov, ki živijo v orbiti Kristusa, in na ravni duhov vseh tistih, ki živijo v orbiti torej Satana in so povezani s hudobnimi duhovi, medtem ko mi moramo pa biti tesno povezani z angeli. Zato tudi vloga te molitve nad angelom Mihajlu, ki jo je treba moliti vsak dan in včasih celo večkrat na dan, ker sveti Mihajl nad angeli ima veliko vlogo v tem duhovnem boju
kakor je to videl že papež Leon XIII. On je dal navodilo, ne, da se moli ta molitev po vsaki sveti maši, če se prav spomnim. In to pa zdaj več ne molimo, ne, po svetih mašah, menda od drugega Vatikanskega koncila naprej. V tem duhovnem boju pa sem razmišljal to, da je ravno Marija, Mati Božja, v teh različnih prikazovanjih je govorila praktično samo o tem, o spreobrnenju in o molitvi in o pokori. Kaj drugega nam ni znala povedati. Da, to je razumljivo, ker tale papež Janez 23. je rekel, da neki pridigar v 18. stoletju, znameniti pridigar, je ponavljal v svojih pridigah ali pekel ali pokora. Torej ali pekel ali spreobrnenje k živemu Bogu. Potem Pavel VI. In potem ta Janez 23. je navajal v pripravi na drugi Vatikanski koncil, je izdal posebno spodbudo nekaj mesecev pred začetkom drugega Vatikanskega koncila, delajte pokoro, v kateri je navajal Pija XI., da samo moči teh dveh močnih duhov, molitve in pokore, se moramo pravilno pripraviti, torej na drugi Vatikanski koncil. In potem Pavel VI. Takoj po drugem Vatikanskem koncilu leta 1966 je izdal torej konstitucijo o pokori, pokorite se ali delajte pokoro, v kateri pravi ta stavek, delajte pokoro in verujte evangeliju, povzema na neki način celotno krščansko življenje. Kajti vedno se moramo spreobračati k Bogu in tukaj je to povezano s težavami, s pokoro, ker moramo premagovati slaba nagnjenja. In moramo vedno bolj verovati evangeliju, vedno bolj verovati Kristusu in se dvigati kakor nebeške ali nadvesoljske astronavti s pomočjo božjih kreposti v nebeško kraljestvo. In ker Devica Marija iz nebes vidi, kako po strmini ogromno število njenih otrok teče proti breznu pekla in večni pogubi, ker bežijo od Boga in Kristusa, torej zato od Lurda naprej stalno ponavlja. Že v Lurdu je rekla trikrat, pokora, pokora, pokora. In se je prikazala 18krat tej deklici, sveti Bernardki. Imamo tukaj število 3x6, ki nas spominja na Apokalipso, da je Marija žena odeta soncem, torej ki nas protuje apokaliptičnemu zmaju. In potem v Fatimi se je prikazala 6krat 3 otrokom, imamo zopet število 3x6 je 18. In ko je Janez Pavel II. Eno leto po atentatu bil v Fatimi, je rekel, da to fatimsko sporočilo Marije je mogoče povzeti v besede evangelija, spreobrnite se, delajte pokoro in verujte evangeliju. Marija, pravi, je v Fatimi nastopila kakor Janez Krstnik na bregovih Jordana. Oznanjala je pokoro vsemu božjemu ljudstvu. In to je delala in dela v Medžugorju že skoraj 40 let. Pa imamo zdaj kakšni so bili rezultati, celo bi rekel s tem posegom iz nebes, kajti nekih vidnih rezultatov nimamo. Ne vidimo zdaj, da bi cerkev ravno uspešno oznanjala evangelij. Ravno nasprotno, vidimo, da, kot pravi Jezus, se sprašuje, ali bo, ko bo sin človekov prišel, ali bo še našel vero na zemlji. Torej, danes biti veren pomeni v tem modernem svetu, pomeni biti nor. Torej, rezultat je tale, kakor je govoril sveti Avguštin, bi omenil svetega Avguština, ki je tole iz pisma Hebrejcem, kjer je zapisano, Bog tepel vsakega sina, katerega sprejme. In pravi sveti Avguštin, Bog je tepel celo svojega edinorojenega sina, ki je postal človek in mu je naložil torej
da je moral zadoščevati za grehe celotnega človeštva, je tepel celo njega, tako tepe tudi vsakega kristjana. Pravi, stiske, ki jih imamo v tem življenju, so lahko hude in težke. Vendar to moramo sprejeti, ker s tem nas Bog vzgaja in vzravnava zato, da se ne bi za večno pogubili. Primiri te stiske, torej so lahko hude in težke, vendar primiri z večnim ognjem so nekaj malega. Ne samo, da so nekaj malega, ampak so kakor nič. Primiri z večnim ognjem so te stiske kakor nič. Torej, zato teh rezultatov ne moremo meriti po teh človeških merilih, ampak po teh večnostnih merilih, torej nebes in pekla. Torej, zaradi upadanja pokore, torej upadanja molitve in pokore, so morali potem, gotovo je bilo nekaj odziva na te papeževe pozive in tudi Marijine pozive iz nebes. Gotovo je bilo nekaj odziva, ampak premalo je bilo. Ampak kolikor je bilo tega odziva, je to bil velik uspeh, ker s tem se je rešilo veliko število duš. Koliko se jih je rešilo, mi tega ne vemo, ker ne vidimo. Kot ste nam nekako povedali, da nam ostaja molitev in pokora. Kakšna molitev? Marija verjetno predlaga seveda molitev z njo, ampak tudi imamo druge molitve na osnovi Božje besede, s svojimi besedami, na osnovi Svetega pisma. Torej, kakršnakoli molitev, če je prava molitev, je dobra ali ne? Torej, obstaja ogromno število vrst molitev in vsak mora si tudi izoblikovati osebno molitev, ker v tej molitvi komunicira z Bogom in prejema energijo Božje milosti in tako vztraja v tem nebeškem poletu, torej v orbiti Kristusa, in molitev je potrebna za vse. Brez molitve torej nobeden ne more zmagati v tem duhovnem boju. Gotovo Marija je vedno priporočala molitev rožnega venca in tudi papež Pije XI je izdal posebno okrožnico, ko se je že bližala druga svetovna vojna, da je treba povečati molitev rožnega venca. Ta molitev je zelo uspešna zaradi ponižnosti, ker Satan nas najbolj zapeljuje z duhom napuha. In Marija pa, seveda, ker je najbolj ponižna ustvarjena oseba, nas vodi v ponižnost svojega brezmadežnega srca, torej in potem tudi nas vodi, da živimo v ponižnosti, v odnosu do Kristusa, do Boga, torej in da se učimo ponižnosti. In tukaj bi omenil to svetnico, sveto Terezijo deteta Jezusa. Terezija deteta Jezusa se je imenovala mala cvetka Gospodova, torej mala Terezija. Zakaj je ona mala? Torej ona je tako rekoč ponovno odkrila to malo pot evangelija, ki je pot duhovnega otroštva, kajti Jezus je rekel svojim apostolom in torej vsem nam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne boste prišli v Božje kraljestvo. Torej, Pije XI je videl, da na pohodu so velikani, ki častijo torej tega lažnega trojedinega Boga, je pohod velikanov, ki uspejo osvajati ogromno stvari, ker imajo ogromna sredstva in so tudi izurjeni, torej ta babilonska armada je izurjena za ta duhovni boj. Zato je on poudarjal duhovno otroštvo in je imenoval Terezijo deteta Jezusa, da je zvezda njegovega pontifikata. On jo je razglasil za blaženo, potem za svetnico in končno tudi za zavetnico katoliških misijonov skupaj s svetim Ksaverijem, ker že prej je bil sveti Ksaverij, jezuit, veliki misionar, torej že zavetnik misijonov. In on je poudarjal
torej to pot duhovnega otroštva, ker mi moramo ponovno odkriti pot duhovnega otroštva, hoditi po tej poti, po kateri nasprotujemo poti napuha, ki vodi v pekel. Kajti Bog se napuhnjenim upira, ponižnim pa daje milost. Bog dviga otroke. Torej, zato je Jezus objemal in dvigal otroke, ker to dela tudi sedaj v nebesih. Torej, dviga otroke, nas dviga, kolikor manjši postajamo, kolikor bolj postajamo otroci, toliko bolj nas dviga k sebi. Bog dviga otroke, Bog daje zmagovito milost, vsemogočni Bog deluje in zmaguje v otrocih. In to je rečeno v Evangeliju, to je rečeno tudi v Psalmu 8, iz ust otrok in dojenčkov si pripravil hvalo. Se pravi, da moramo postati dojenčki, ali kako? Ne gre za verjetno otročjost, verjetno ne gre za otročjost, ampak kaj je v bistvu tega otroštva duhovnega? Torej, bistvo otroštva je torej priznavanje neskončnega Boga, torej in pred neskončnim Bogom smo majhni. Oziroma, kot je rekel apostol Pavel, če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Torej, sami od sebe smo nič in brez Boga nismo nič. Torej, in ta zavest, da brez Boga nismo nič in da, kakor je rekel Kristus v Evangeliju, brez mene ne morete ničesar storiti, torej ta zavest je potem zavest duhovnega otroštva, živeti v odvisnosti od Boga, torej vsemogočnega Boga, živeti v njegovem objemu in kolikor manjši smo, toliko bolj nas Kristus dviga k sebi. In dojenčki so pravzaprav bili veliki svetniki, ker so stalno živeli povezani s Kristusom, torej popolnoma odvisni od Boga v svojem mišljenju in delovanju, kakor vidimo svetega Frančiška Asiškega in mnoge druge svetnike. Torej, zato so bili torej, veliki po duhu, ampak po duhu zato, ker so bili po duhu otroci. In ravno svetniki so bili ti dojenčki, kateri, kakor je rekel Janez Pavel, je Bog naredil velike in čudovite stvari. Ker Bog dela čudovite stvari po teh malih otrocih, kakor je izbral Kristus tudi 12 apostolov, ki tistem času niso pomenili nič. Eno vprašanje oziroma ena povezava se mi tukaj dela z to trditvijo Jezusovo, ki mislim je predvsem za njegove učence, blagor ubogim v duhu, zakaj ti bodo, ne vem, kaj že bodo nebeško kraljestvo, kaj videli. Torej, ta uboštvo v duhu ni to, ko včasih nekateri razlagajo, da gre za tiste, ki jim pamet več prav ne dela, ampak je ta, kot ste prej omenil, to bogatstvo se zavedajo, da je vsa vednost njihova v Bogu samem. Torej so v duhu ubogi, ne kot tisti, kot ste omenil, teološki, filozofski napuh. Ne? Torej teološko-filozofski napuh, jaz sem študiral to, vem to, in je mogoče celo na mesto Boga vsa tista teorija. Ubogi v duhu in Božje otroštvo, se da to povezati. Da, kakor pravijo cerkveni očetje, je uboštvo v duhu, blagor ubogim duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo, ta blagor zadeva ponižnost. Ponižnost je temelj in mati vseh kreposti, kakor učijo cerkveni očetje. In tudi nekateri papeži 20. stoletja so to ponovno povedali. Torej, to uboštvo duhu je največje bogatstvo, zato ker je duh odprt za neskončnega in večnega Boga, za resnico in Božjo ljubezen, za Božjo dobroto, in je duh prežet, torej z navzočnostjo Boga Kristusa, je Božje svetišče v duhu, kakor piše tudi apostol Pavel. Zato božstvo v duhu je največje bogatstvo, ker je človek odprt za presenečenja in čudovitosti, torej Boga, kajti Bog je vedno čudovit in presega vse, torej dela čudovite stvari po otrocih. Zato je tudi ta papež Pij
11. razglasil za blaženo in potem za svetnico, torej to Bernardko Lurško, kateri se je Marija, kot sem že omenil, 18 prikazala. Torej in je rekel, ko je razglasil to svetnico, je navajal evangelij, učite se od mene, kar je Kristus rekel, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. In pravi, te besede, ta lekcija povzema celoten evangelij. In ta Bernardka Lurška je to živela. Obiskovala je šolo Božje ponižnosti. Ona ni študirala nobene teologije, ampak je postala svetnica, ker je obiskovala to šolo Božje ponižnosti, je obiskovala najvišjo univerzo, ki je, torej univerza ponižnosti Kristusovega Božjega srca, ker on je s ponižanjem, ker je bil večji Božji sin in postal človek, s ponižanjem, pri učlovečenju neskončnim ponižanjem in potem nadalje ponižanjem na križu premagal, torej Satana in ves njegov satelitski sistem. In mi zmagujemo v Kristusu, kolikor obiskujemo to šolo ponižnosti, na tem stopnišču ponižnosti Kristusovega srca nas Bog dviga v svoje večno in neskončno kraljestvo. Zato je res to temelj celotnega našega krščanskega življenja. Doktor Ivan Pojavnik, midva počasi morava zaključiti to raziskovanje in duhovno poglabljanje, lahko rečemo, kot pravite vi, astronauti, duhovni astronauti, tako smo midva zdaj tudi duhovna astronauta z vsemi ljudmi, ki se nekako dvigamo v višine Božje resnice, tega dogajanja na tem svetu. Kako bi midva zaključila in zaokrožila današnje poučevanje in raziskovanje? Da, rekel bi tole, primat Boga je primat duha, in ker ravno materializem skrči človeka samo na zunanjega človeka in stalno poudarja primat materije, torej samo to vidno vesolje, samo vidni človek, samo vidna družba, pa moramo mi poudarjati primat notranjega človeka, primat duha, ampak primat duha ni možen brez Boga. Samo če priznavamo v svojem življenju primat Boga, potem živimo primat duha in z duhom gospodujemo tudi nad psiho in zunanjim človekom. To je pa delo Božje milosti, ker sami s svojimi močmi tega ne zmoremo, zato moramo vztrajati v ponižni molitvi, torej in prejemati zakramente in s Kristu, in potem nas Bog dviga kako svoje ljubljene otročiče. Hvala Jezus in Marija. Hvala vam za ta zaključek o skrivnostih drugega Vatikanskega koncila in kako je zrasel na teh temeljih cerkvenih očetov, papežev, papeških okrožnic, še posebej pa papežev med obema vojnama in pred Prvo svetovno vojno. Spoštovani gospod profesor, dr. Ivan Pojavnik, hvala vam za poučevanje in naj boste kakor luči, ker ste mnoge razsvetlili v nebesih, tako pravi Božja beseda, in s tem tudi sodelujete z Marijo, vašo bi rekel še posebej ljubljeno svetnico in nadsvetnico, kar dokazuje tudi ta fatimski kip poleg vas, ki kaže na Marijino srce. Hvala vam, da ste Marijini in da ste Božji in da vas še imamo tukaj v Sloveniji. Torej, hvala lepa in lahko noč. Spoštovani, to je bil dr. Ivan Pojavnik, profesor v pokoju cerkvenih očetov. Hvala vam, da ste bili z nami.